Sem snoči te iskal, doma te ni bilo, mi nisi povedala, kam neki si šla, že dolgo čutim to. Drugačna si, srce zdaj hoče, le tebe, tebe. Prosim, ostani še nocoj, naj ta nocojšnja noč bo kakor nekoč. Preden greš ti povem, kjerkoli boš, bom ljubil tebe, le tebe, tebe. Storil sem za te vse, saj sama dobro veš, če ravno videl sem laž. V tvojih očeh sem tvoje grehe vse oprostil ti, zato ker ljubim le tebe, tebe. Zato ker ljubim le tebe, tebe, tebe. Ljubim, ljubim te, le tebe, tebe. Dobro jutro, lep pozdrav, drage dame, dragi gospodje. Jaz tako nežno, čutno, ne? Skladbico smo danes začeli, tebe, tebe, za vse vas, za vse nas, draga moja družba, skupina Katrca, ampak ne, jaz sem danes to pesem dala z namenom noter, kajti včeraj je svoj rojstni dan. Gospa je seveda zdaj na plaži, nekje dol v Portorožu, nekje dol, uživa. Klavdija praznovala svoj rojstni dan in mi smo danes tukaj zbrani, ne, da bomo kaj zapeli? Vse najboljše, a smo pripravljeni, draga Klavdija, ne? 3, 4, zdaj. Vse najboljše zate, vse najboljše zate, vse najboljše, draga Klavdija, vse najboljše zate. Bravo, bravo, draga moja, vse dobro ti želimo, še veliko seveda muziciranja z tvojo skupinico Katrca, ki se že pripravlja na poletno, pomladno sezono, sezono seveda porok, veselic in ostalih zabav. Tako da želiti predvsem veliko zdravja, nasmeha, igrivosti, seveda s tvojimi domačimi. Klavdija ima 3 nadobudne seveda otročičke, sicer ena je bila tukaj v tem glasbenem spotu, torej Iza, ki je že malce starejša, ampak 2 ta mlajša, ne, sta še pa prava vrežička. Tako da, Klavdija, veliko, ne, teh igralnih uric ti želim, predvsem pa obilo zdravja in še enkrat zdravja, predvsem pa tudi to, ne, da bomo tako kot Ana in seveda mi vsi ostali še prepevali in še enkrat prepevali. Vse dobro ti želim, zdaj pa krasna, čudovita pesem iz zakladnice Stanke Kovačič. Nedolgo nazaj smo strnile močine, nekako naša Janja, Klavdija in pa jaz, in posnele krasno, čudovito pesem oziroma venček Stankinih krasnih zimzelenih. Dajmo zaplesati zelene in uživati. Izvolite. Venec zeleni na mlaju, veter je zival vesel, v našem domačem kraju praznik je bil in ples. Deklice
deklice s svojimi fanti, v valčku vrtele so se, mlad fant med muzikanti, mene je gledal le. Kitaro, kitaro, prebiral, igral je lepo. Igral je kitaro, a gledal je mene samo. Reci, dobra stara mamica, si bila ti kdaj zaljubljena? Si imela fanta mladega, kot sedaj imam ga jaz? Spomni se pomladi davnih let, svojih mladih let se spomni spet. Pa povej, če tudi vam bilo, kakor nama je lepo. Ti si moja melodija, prva misel, ko se zjutraj zbudim, slišim tvoje tri besede, ko mi praviš znova rad te imam. Zven besed je kakor pesem in najraje jo poslušam ves dan. To je pesem, ki me spremlja kot prijatelj vse povsod. Kadar se zvečeri, se naslonim na okno, čišnja pomladno noč, kakor šopki cvetov. Sanjam potem vso noč o cvetočih drevesih, sanjam o njem, ki bo mi pod oknom zapel. Prav? Takole, draga družba, to je bil en takšen kratek uvod v naš pogovor,
kaj vse bomo danes v naši oddaji predstavili z mano, seveda Mateja in ekipa krasnih, čudovitih deklet in seveda enega fanta pa imamo, drage moje dame, ki bodo seveda popestrile tole naše nedeljsko jutro. Drugače pa Mateja, eno prisrčno, lepo dobro jutro, en objenček ti moram dati za to jutro nedeljo. Kako si? Odlično, vedno sem rada tukaj pri tebi v studiu, zato ker je tu tako krasno vzdušje in najlepše pa je to, da nas petje povezuje. Ja, to. Eno leto je že mimo. Eno leto, kako čas hitro teče, ne? In če se spomnite, Mateja je takole že kar nekaj let, ne, sva takole skupaj, mislim, da 2-3 leti, nekako nagovarjala vse nas, vse vas, draga moja družba, da kaj? Da tako, da prepevamo in pojemo. Mateja, jaz ti kar predajam besedo, za kakšno petje gre? Za vse slovensko. Petje za srci. Tako, v bistvu petje je most, kot nas tu leži tale plakat, nagovarja most med nami in med srci in v bistvu moja ideja, ki je pač nastala 9 let pred tem, s katero se trudim, da bi Slovence, vse nas, bom rekla, povezala z vse generacije in da se spomnimo vseh teh naših korenin, prednikov, da si vzamemo trenutek časa in da skupaj zapojemo na dan zelenega jurja, ki je 23. aprila in sicer nagovor velja za uro med 10. in 11. in pa popoldan potem med 18. in 19. To je lahko prepevanje kot sprehod, lahko je to prepevanje znotraj družine ali pa nekje, da se v majhnih skupnosti združimo ljudje in pa si naredimo en drugačen dan, predvsem z mislijo, z namero, zahvala našim prednikom za vse, kar so nam pustili in da se proslavimo, torej tudi naše slovenstvo in na koncu tudi prenesemo nekaj lepega na bodočo generacijo. Bravo, in da ohranjamo našo slovensko lepo besedo, tako je prav, ne? Zdaj, Mateja, gre za pobudo, ki si jo nekako podala že koliko let nazaj? 9 let. 9 let nazaj si že strana in nekako širiš ta duh, da ljudje, Slovenci, pojemo ne samo torej doma, ampak tudi v vrtcih, v šolah. Še posebej te dneve apeliramo res na vse, da si vzamemo takrat čas in da zapojemo nekaj, ne? Ja, ravno to. In Slovenci kot takšni nimamo naroda, imamo slabo razvito mogoče svojo lastno narodno pripadnost in se mi zdi, da je petje ravno tisti vzvod, ki pa nas lahko poveže in nekako v to sodelovalno noto tudi ustvarimo to eno prijetnejše vzdušje in predvsem, da se torej hvaležnost in ljubezen širi, tako kot jaz čutim tule danes. Ja, sama ljubezen nas je in pa nasmeha, ne, draga moja družba. Jaz želim, da čim več doma pojete. A se ti zdi, Mateja, da pa premalo nekako, ne? Včasih so se družine zbrale pred, seveda doma, pred hrano, pred obedom, a ne? In so najprej tudi smolili in zraven zapeli kakšno ljudsko slovensko pesem. Tega danes ni toliko, ne? Ali pač? Ali se motim? Moje izkušnje, ki jih imam zdaj iz teh 9 let, se še vedno nekje poje, nekje. Ampak večinoma zaradi tega hitrega tempa smo na to pozabili. Tudi pozabili smo na tole našo ljudsko pesem, ki se, bom rekla, v enih letih kar malo zgubila. Sem pa zelo vesela, ker se vrača nazaj. In vedno več začutim tudi to, da so se ljudje začeli ukvarjati tudi z ljudskim petjem. Obstajajo tudi delavnice, da se z tega znova spomnimo in jaz mislim, da smo res generacija, ki moramo resnično skupaj zagrabiti, da nam to ne gre v pozabo, ker ljudska pesem, kakorkoli, ima zelo veliko moč in ko jo začneš mogoče prepevati, takrat čutiš eno povezavo z to zemljo, z vsem, kar nas pač obdaja in ima čudežne ključe. Čudežno moč, čudežne ključe. Doma, Mateja, ti zdaj malo mi osvežiš tale moj spomin. Ti drugače živiš še v tujini ali si zdaj tukajle? Kako je s tem? Prepevaš tam, tukaj? V bistvu me je pesem privlekla nazaj. Nazaj. Ja. In v bistvu te moje korenine sem na tujem še bolj začutila. Skratka, živela sem na Norveškem v Oslu. In mislim, da je tukaj
nisem mogla tam pustiti. A veste kaj, kar se neki zakorenini, se zakorenini tam, kamor daš korenine, kjer poženejo korenine, a ne? Res je. In te je vleklo potem nazaj, prišla si nazaj, no dobro, kako je pa tam v Oslu, ljudje pojejo, prepevajo ali so bolj zaprti ljudje? Ne, ravno v bistvu tudi tam sem videla, kako imajo zgrajeno nacionalno zavest. 17. maj, to je en taki njihov nacionalni praznik, kjer se v bistvu vsi oblečejo v narodne noše in je to polno, celi trgi so ljudi polni z temi oblačili, da točno veš, kje kdo paše. In tudi tukaj imam vizijo za naš prostor, da lahko podobno naredimo. Torej vsak kraj ima neko specifiko, že v bistvu narečje, narodna noša, ki jo zelo malo poznamo, zaradi tega, ker so to ozki krogi, kjer se pač nekako pojavlja. In zato v bistvu res, mogoče imam za vizijo, torej po 9 letih dela, da bi imeli en taki trenutek, ko bi se potem tudi lokalno, mogoče malo tekmovanje naredili po določenih krajih, kdo lahko nekaj boljše naredi, zato ker je to zelo široko zastavljen projekt, ker si ga lahko vsak kraj malo drugače začini. Začini, ne? Tako kot si rekla, narečja različne seveda interpretacije raznih naših ljudskih pesmi, tako da super. Mateja, v nadaljevanju bova še veliko in več povedali o tem, pa tudi to, da povabimo, ne, vse naše gledalke in gledalce. Ampak ne, daj kar ti povab že zdajle, pa še vmes bomo povabili na seveda to prijetno, bom rekla, druženje z seveda vsakomur, lahko tudi zunija, ne, ko smo te določene ure, ko bodo, ne, nekoga objamemo in z njim tudi zapojamo, ne? Tako. No, mogoče bi še prej povedala nekaj. 19. v nedeljo 19. bo pa tukaj ravno v Celju potekal sprehod po starem mestnem jedru, tudi bom rekla znotraj tega projekta, ki je tudi nagovoril Mladinski pevski festival, ki se je ravno kar včeraj začel. In mogoče imamo tudi to priložnost, da se povabimo, da vas povabim v Celje, da doživite med 11. in 12. uro se bo to dogajalo. Po drugi strani pa torej 23. aprila med 10. in 11. uro in pa potem med 18. in 19. uro, kjerkoli ste, ali ste v avtu, ali na sprehodu, znotraj družine ali pa kakršenkoli skupnosti, zapojte, dajmo misel, kajti vemo, misli, besede in dejanja so tista, ki pač kreirajo, bom tudi rekla, nekako klimo, v kateri živimo, in tudi to je, da dvignemo zavest vseh nas. Bravo, super, lepo, mi smo pripravljeni, a ne, draga moja družba, ja, da si zacaknemo po domače rečeno ta datum, te datume, drugače pa pojemo ob vsaki priložnosti. Jaz sem že tako naštelena po domače rečeno. Mateja, hvala lepa, Špela na tej strani pa bo tudi povedala, Matej, Špela, ne vem, prepevaš doma, poješ ob teh priložnostih, kako je pri tebi doma? Ja, absolutno, zelo rada prepevam, saj se mi zdi, da petje nam daje res eno tako moč, notranjo moč, srečo, povezanost in pa hkrati tudi s petjem lahko privabiš, bom rekla, dobro voljo tudi pri drugih ljudeh. Krasno. In seveda, ker smo most, povezujemo in tudi radi prepevamo in krepimo, bom rekla, medsebojne odnose in bom rekla eno takšno prijetno dobro voljo. Ja, zdaj, ko si že govorila o mostu, a ne, tle v zadnjih imamo torej tale velik plakat, Društvo za razvoj civilnih iniciativ Most Žalec. Kaj je to? Kaj je pravzaprav to? Dejansko Društvo Most Žalec, bom rekla, so skupine, ki deluje v programu skupin starih ljudi za samopomoč. Krovna organizacija je Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije. Hkrati smo zelo ponosni na to, da smo del preventivnega programa Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleške enote Žalec in pa hkrati zelo hvaležni, da imamo tudi podporo občine Žalec. Saj vemo, da finančna podpora tudi veliko pomeni, da lahko izvajamo naše aktivnosti tedensko. Dejansko se srečujemo po skupinah, enkrat na teden, po uro pa pol v lokalnem okolju, kjer je bistvo pogovornih tem in teme voditeljice, ki so usposobljene, pripravijo, bom rekla, na željo
samih članic, članov, kar izbiramo teme, ki nas povezujejo, združujejo in bom rekla, da odhajamo iz skupin vedno dobre volje in pa seveda z podporo. Bravo. In kaj gre to za prostovoljno zadevo, ali kako je s tem? To pomeni, zdaj tukaj, drage moje dame, ste prostovoljke. Seveda. Kako lepo, ker očke vam žarijo. Dejansko lahko rečem, da sem zelo ponosna na članice, člane, ki nam zaupajo, da dejansko vodimo voditeljice prostovoljke, katerih lahko kar rečem, da nas je 17 in vsaka v svojem lokalnem okolju vodi skupine. Skupin imamo 7, od Ponikve pri Žalcu, Galicije, Žalca, Migojnic, Griž, tako da bom rekla, resnično tedensko soustvarjamo in se povezujemo. Krasno. O tem seveda še v nadaljevanju veliko in še več, ampak čas hitro teče. Zdajle je čas za, a veste kaj je to, drage moje dame? Je to sicer odlično, ne? Ampak za marsikoga pa ne. Sledijo kratki oglasi, po oglasih pa potem seveda še v društvu. Danes bomo veliko peli, plesali danes malo manj, lahko pa seveda vi zaplešete, ne, doma, če želite, kakorkoli že. Kratki oglasi. Sprašujem se, kaj je na oni strani Maurice. Sprašujem se, kdo komu dal v sanjah upanje. Me bo še ljubila. Gorenje. Life simplified. Takole pa gremo zopet v Oplotnico, kot vsako nedeljo z nami gostilna Pem. Jaz že kar vonjam tele čudovite okuse, začimbe v gostilni Pem, ker takole me tudi kdaj ne pot zaneseti, ja prav gotovo z mojimi prijatelji, pa mislim, da so celo danes moji prijatelji tam. Tako da z velikim veseljem pozdravljam Marko. Marko, lepo dobro jutro ti želim. Dobro. Kako si, Marko? Akcija si, v akciji, pečeš, kuhaš, pospravljaš, pomivaš, kje si zdaj? Ja, smo že kar delali, ja. Trenutno sem pri računalniku, pišem kosila. Danes smo kar 6 različnih kosil. Vabljen je nekaj prostora še, ja. No, super, torej vabimo vse naše gledalke, gledalce, da pridejo, ne, torej v gostilno Pem. Danes se bova pa midva bolj dotaknila ene druge ponudbe in sicer dosti in veliko vabiva naše gledalke in gledalce na torej nedeljska klasična kosila, ampak morava pa povedati, da ste vi tudi zelo pridni, močni in pa da imate krasno ponudbo v a la carte ponudbi. Kaj vse lahko torej pri vas dobimo v a la carte ponudbi? Tako je, imamo kar široko ponudbo a la carte jedi, torej pri nas lahko vidite različne mesne jedi, od kakšnih medaljonov v omakah. Potem imamo hišne specialitete, to je res neka posebnost pri nas. Tukaj dobite neke roladice, ki so polnjene v orli testo, naš Pemov ražnič. Imamo tudi svoj steak v gobovi omaki, ki je pa pač polnjen z pršutom in pa sirom. Res se splača priti in probati in pa še polno vseh ostalih stvari.
Ja. Kaj je zdaj s tem a la cardom? So vse te zadeve, ki si jih zdaj torej povedal, ko pridemo, a ne, takoj na voljo oziroma na voljo jih lahko dobimo, ali se je potrebno prej za kakšno določeno specifično jed pri vas naročiti? Vse lahko dobite takoj od ponedeljka do nedelje, vse imamo v a la carte jedilniku, razen ocvrtega piščanca, to pa je potrebno malo prej naročiti, ali pa da pridete, pa te malo počakate. Sploh ni problema, ampak fajn je, da se naročimo prej. Super. Moram povedati tudi to, da niso samo nedeljska kosila, pa sva rekla tudi a la carte zadeve. Dosti je raznih zaključnih družb, skupin, kjer gostilna PEM torej dominira, pa povedala bova zopet, kje se nahaja gostilna PEM, pa seveda za katere priložnosti vse, Marko. Nahajamo se tukaj malo pred Oplotnico, tako ob glavni cesti, tako da zgrešiti nas ne morete. Pri nas lahko praznujete razne obletnice, zdaj je čas obhajil biren, tako da zdaj je kar pestro. Drugače pa če praznujete resne dneve ali pa bilo kakšne obletnice, krsti, poroke, bilo kaj, vse se lahko dobi pri nas. Ja, absolutno, ne? Se je pa potrebno prej naročiti, poklicati, ker jaz vem, ko pokličem Marka, Polonca, dan smo pa polni, danes pa ne gre, pa ne bo šlo, pa dobro, za ene 2 ritki pa bo še, ne, niti zadeve več. Tako da se je potrebno absolutno prej naročiti. Marko, moramo pa povedati specialitete, tiste, ki bi jih pa najbolj tako lepo poudarila, PEM-ove specialitete so pa katere? Zdaj tisto, kar najbolj gre, tisto je naš PEM-ov burger, ker je res taki kar obložen, lahko rečem po domače. Noter je slanina, jajčka, domač polpet, ocvrta čebula in pa naša domača hišna omaka, res zelo dober. Ter pa imamo tudi neke divjačinske jedi, srnave divjačinske omake z domačo kruhovo rolado, to tudi zelo dobra ponudba. Večina si pa tudi naročim našo PEM-ovo ploščo, to pa čist klasika, od pohanega do omak na plošči. Se nam tukaj leže borbončice, malce, nagajajo že malo, gospa Špela pa tukaj, Ja, imam ekipo, ki takole res posluša, kaj vse gostilna PEM torej ponuja, pa prepričana sem, da bo tudi kdaj jih pot zanesla tja v Oplotnico, torej v gostilno PEM. Marko, hvala ti za danes, zdaj hitro nazaj švigni v kuhno, da se ti ne bo kaj prsmodil seveda, pa se zopet slišiva naslednjo nedeljo, prav? V redu. Srečno. Uživajte, hvala, naslednje. Takole, zopet smo skupaj z dragimi damami, ki so seveda že pripravljene, zapele bodo v živo prvo pesem, Ja, tale kamera je moja. V živo prvo pesem prišla je, bo kakorkoli že pomlad, jaz sem se jo že razveselila, ko mi čakam seveda tudi poletje, ker sem bolj tak topo človek, ne topo, ampak rada imam toplo, da ne pomote, skozi me sicer zebe, Ja, zdaj je torej krasna, čudovita pesem, prišla bo pomlad, ste pripravljene, drage moje dame? Ne čujem, ste? Ja. Tako, prosim, zvolite. Drobna
čestitam, seveda vam, draga moja družba, lepo je bilo, uživo smo zdaj zapeli. Mateja, a ni lepo poslušate, ne? Tole lepo slovensko petje. Absolutno, ne? Ja, draga moja dama, kako je vam ime? Dragica. Dragica, vi ste že kako dolgo v društvu Most? Ne dolgo, sem šele pristopila in sem 2 leti. In? Zelo, zelo lepo se počutim. To je vzdušje nepopisno. A drži? Kako je vam ime? Lojska. Lojska, kako te pa bi rekla? Ja, 8 leto teče. 8 leto. In zakaj ste v bistvu vi vse zadolžena v društvu? Je kakšno, imate kakšno tako še posebno mesto, ne vem, kaj takega? Ja, vse je lepo. Ja. Znajdemo se v pogovorih, ki so aktualni ali pa tudi malo se razmigamo, je to kar... A migate tudi potem tam? Ja. To pomeni, da imate razgibovalne vaje. Kdo vodi razgibovalne vaje? Voditeljca Lidija nam pokaže. Lidija, pridite sem. Lidija, zdaj se malo razkomotimo, Lidija. Dober dan, Lidija. Zdravo. Zdaj, najprej, ko pridete, ko se srečate, se malo pretegnete, ali kako je s tem? Ja, se potrudimo. Včasih pa takoj pademo v pogovor, tako da ugotovimo, da nas čas prehiti in rečemo na koncu, danes pa nismo telovadile. Potem pa naslednjič malo več, ne? Ampak, Lidija, prva vaja, katera bi bila, kje začnete? Mi začnemo vedno pri glavi. Opa, razgibamo glavo, malo naprej, nazaj, naprej, levo, desno. Tu škripa, ja. Škripa, tako. Tako da te vaje so zelo dobrodošle. Potem pa gremo dol proti nogam. Tudi malo takole, a se bomo malo preklonile ženske, a bo šlo kaj, malo sem, malo... glej ti to. Pobigamo z boki, zavrtimo boke, a ne? Pa gremo tako, glej ti to. Gospa tam le miga na polno, a ne? Skratka, mi se trudimo, da ostajamo fit, a ne? Ja, to je v bistvu tudi en tak moto, pa tudi tlele sem prebrala, ker bo pol se društvo Ozaro malo povedalo, pa predstavljalo, ni zdravja brez duševnega zdravja. Kaj to pomeni za vse tiste, ki ne vedo? To bo mogoče bolj Špela povedala, ampak pri nas se tudi zelo trudimo, da ohranjamo duševno zdravje z našo pozitivno naravnanostjo. Naše osnovno pravilo je, da se o politiki in veri ne pogovarjamo. Ker to je tema, ki ljudi razdvaja. Mi se pogovarjamo o temah, ki nas združujejo, o temah, ki nas dvigujejo, skratka, o temah, ki nam dajejo pozitivno energijo. Mi ne opravljamo, ne pogovarjamo se, ne, čisto nič. Ne, to naše ženske zelo dobro vedo, a ne? Tako da mi se pogovarjamo o sebi, o naših doživetjih, o naših izkušnjah, delimo si izkušnje, naša čustvovanja, skratka, podelimo si tudi kakšne bolj intimne situacije. Dajmo se kar, drage moje, objeti, tako, objem nič ne stane, ne? Čudežno deluje. Objem nič ne stane, pomeni pa veliko, a ne? Tako. Ja, lejo. Veliko pa pomeni, pa dejne veliko. Rekla ste, tudi tamle se bomo objeli s tem mladimi, a ne? Na mladih pa svet stoji, a ne? Tako, mi smo medgeneracijsko društvo, zato imamo danes tudi otročke zraven, pa srednjo generacijo, a ne? Pa tretjo generacijo. Ker generacij je danes veliko tukaj, ne? Zdaj se moram jaz osredotočiti en tak stavek, ne? Zdaj mi vi lahko rečete, ne, Polonca, kar ste vi, smo nekoč bili mi, pa kar smo mi, boste nekoč tudi vi, ne? Drži, ne? Vsi capljamo en za drugim, a ne, Lidija? Ja, in ravno te voditeljice bi naj bile predstavnice srednje generacije, ker je to tudi priprava na starost. Ja, super. Ker starost ni slaba, a ne? Evo, ravno sem hotela reči, Lidija, da še vprašam tukaj, drage moje dame, starost ni kaj takega, se jo moramo bati ali ne? Mislim, da ne. Ni se treba bati. Če smo seveda zdravi. Tako, zdravje mora biti. Je pa pogoja, ne, gospa? Zato moramo pa skrbeti za zdravje. Jaz hodim vsak dan 1 uro na sprehod, potem na jogo 3-krat na teden, pa še na telovadbo. Pa kje imate cajt? A ja, se imate cajt. Pa nimam. Zato ga pa nimate, ne? Kako vi poskrbite zase za svoje duševno zdravje? Vsak dan na sprehod, pa malo razgibavanja doma, pa zjutraj je treba malo se razgibati, ne? Pa pol proti večeru, globoko dihati, vdihnati, izdihnati in tako naprej. In to je.
Čisto tekoče Gre, vse? jaz brez skrbi. Kaj pa vi, gospa? Ja, jutranja telovadba, malo sprehoda, imam pa 6 vnukov, tako da mi ni nikoli dolg čas. Tako, bravo! Kaj pa vi? Ja, jaz tudi jutranja telovadba je obvezna. Vse telovate, drage moje dame. Mislim, čisto, to moramo zdaj, jaz ne telovadim, vse se nekaj razgibavam, sam ne, pa sem in, ja, mislite, ampak ni tak, ne, se je treba razgibati. Ja, sigurno, pol grem pa na vrt. To pa vrt je vaša ljubezen? Tako. Bravo, zdaj že počas gledate, ne, kva ven raste. Ja. Tekle, ne, že gledamo, ali bo, ali ne bo, ja, ne, tako. Vi, gospa, kako poskrbite za to duševno zdravje oziroma? Jaz bom pa rekla, da tudi z branjem knjig, reševanjem križank, potem pa sprehodi, pohodi, mislim toliko pohodov in sprehodov in izletov je, da je dan prekratek in teden prekratek. Tako da nekaj kilometrov že imate, a ne? Imam Če bi veliko. tle bil števec v zadnji, bi bilo koliko kilometrov? Nešteto. Tako, super. Še bom ostale, drage moje, da me vprašala z velikim veseljem. Lahko se seveda zausedete zopet, ker na Mladih naj pa svet stoji, ne? Ana, dobrodošla v mojo družbo. Zdajle bomo pa slišali, tole bomo dali malce stran, ne? Tako, Ana, kar pridi v mojo družbo. Zdaj bomo pa slišali nekaj podmladka, ne? Torej mladi, ki prepevajo. Ano zelo dobro poznamo. Ana, ti si prepevala, pa še poješ, kje? Pojem z mojim možem Jernejem na poročnih obredih, tako kot ti. Potem imamo band A&J, tak pop rock, kjer je tudi moj brat Jan, ki je danes z nami. Potem pojem s puncami od Mjav še vedno. Še vedno? Ja, tudi pomagam. Pa Moonlighting orkestra, pa z Viljem Resnikom back vokale, v glavnem. Ni, ne? Kje imaš čas, Ana, še potem za vse tele mlade nadobudne glasove? Čez teden pa imam čas za mlade in zelo uživam v tem, ko predajam znanje. Ti poučuješ? Poučujem, ja, tako. Petje? Ja. In danes bomo slišali kar 3 mlade glasove. Tako. Z nami so katere 3? Z nami so Inja, Ani in Zoja. In Zoja, super, zdaj bo seveda Inja prva odprla tale oder. Tako. Inja, pridi. Ja, Inja, damo aplauz za Injo. Tebe bom se veš poprosila, zakaj. Inja, ti boš danes zapela eno krasno, čudovito pesem z naslovom. Kako je naslov? Zgodba o prijateljstvu. Zgodba o prijateljstvu. Za koga bo ta pesmica? A imaš kakšno posebno sporočilo, jo komu podarjaš, poklanjaš? Boš kar za vse nas, a ne zdajle? Ja. Si okej? Ja. Kaj tremce? Bravo, daj bo še en velik aplauz. Draga moja, jaz vem, da ti zelo dobro poješ in da boš se zdaj odlično odrezala. Mi ti bomo zamenjali tale mikrofonček in oder je seveda tvoj. Z nami torej Inja in zgodba o prijateljstvu. Zgodba o prijateljstvu je taka, grenko sladka kot življenje je. Lep je
več ne bo tako kot včeraj. Tujci nam prekrižajo poti, a prijatelji v srcu so za zmeraj. Nikdar ne zabrišejo sledi. V zraku je svoboda, v zraku dancujoč. Kaj pri tem nas žene, kaj pri tem nam daje moč, da iz varnega zavetja odletimo proč. Kakor ptiči z gnezda, le vezi nevidne nas zvezale bodo skupaj kot nekoč. Bravo, bravo! Hej, carica, ej, to je to. A je bilo hudo? Ni bilo. Mateja, kaj boš rekla? Na mladih svet stoji in svet stoji. odlično. In zgodba o prijateljstvu, ravno to je to. tako lepo. In še enkrat, petje je tisto, ki nas povezuje in vsi smo tako veseli zdaj tukaj, ne? Ali Mateja tudi sama kaj poje? Ja, najljubša mi je Kekčeva. Res? A jo znamo zapeti, Kekčevo pesem? A bi to šlo, Ana? Ja? A smo pripravljeni, Mateja? A bi tule Kekčeva pesem, Jan, mogoče šla... Improvizirati. Lahko kar tam ostaneš, pa če bo šlo, dajmo. Jaz ti predajam kar štafetno palico, veš, da zaštartamo. A bomo, dajmo se malo stati. A gremo? To pa znamo, ne? Jaz pa pojem in zasejem dobro voljo pri ljudeh. V eni roki nosim sonce, drugi roki zlati smeh. Super, hvala lepa. Ja, ta ti je najljubša, pa na to se mi zdi, da kar veliko krat pozabimo tole pesem. Jo je potrebno malo večkrat z naftalina potegnati. Ja, mislim, takrat, ko sem slabe volje, v bistvu Kekčeva tista, ki me vedno spravi v dobro voljo in mislim, da potem se kar to razlije in se na smeh pokaže. Pokaže, ne? Mateja, še enkrat in še enkrat in še enkrat povabilo na vse slovensko petje z srci. Še enkrat, torej 23. april med 10. in 11. in 18. in 19. uro, tako kot tule zdaj v studiu, torej nosimo prijateljstvo, nosimo srce in pa pesem. In naj nas to povezuje v sodelovanju, v zahvali in v ljubezni. Krasno. Kot smo rekli, je nekako, bomo potem pogledali posnetek, se res nekako ljudje angažirajo, ne Mateja, točno tisto uro in ljudje pošiljajo tebi posnetke, ne, da so bili izbrani, da so peli v službi, tudi v zdravstvenem domu, tudi ne vem kje, na sodišču magar lahko zapojejo vmes, ne, na mostu, na tržnici, kje še, ni da ni. V bistvu v tem času se že v bistvu v 9 letih res projekt razširil tudi, bom rekla, v vrtce, šole, skratka, ostala je že tradicija, ki se organizira, starostni domovi, potem tudi takšna društva, skratka, toliko, da je luštno, da se ta, bom rekla, energija pozitive širi, da ne govorimo in se ne razdvajamo, ampak v bistvu se skupaj povezujemo in jaz mislim, da delamo mostove, ne? Da delamo mostove in moja želja je tudi to, da se znotraj lokalnih skupnostih, ne da vsak za sebe nekaj dela, ampak da imamo en trenutek, končno Slovenci, da bi imeli skupen trenutek, skupen čas in da si pokažemo takrat tisto energijo, ki jo znamo, ki jo imamo v času nesreč, to poznamo, ampak v času veselja pa še nam malo manjka in jo gradimo, skratka, verjamem, da bo čez nekaj let res vsak vedel, kdaj se poje in da sodeluje. In da res drži tisto, ne, vnuki morajo peti naše slovenske pesmi in še potem pravnuki in ostali. Idemo to seveda vsekakor spodbujati. Kako je v šolah, Mateja? Ljudje se, otroci pojejo ljudske pesmi, je v programu, jaz nisem toliko peta v to. So v programu in tudi, mislim, bom rekla, v zadnjih letih so mi tudi ljudje dali nazaj informacijo, da so začeli znova uporabljati ljudsko petje, kajti zelo dobro pozitivno vpliva na nas.
kot sem že prej omenila, ima posebne ključe, ki se pač odprejo šele takrat, ko pač vidiš razliko. In se lahko ljudska pesem tudi v sodobni čas pripelje in nekako ne smemo pozabiti, odkot prihajamo in kdo smo. Tudi to je, bom rekla, eno tako vodilo tega prepevanja in tudi ljudje, s katerimi govorim, marsikaka stvar se je že zgodila, da se znotraj nas nekaj zgodi. Je tako, ne? Ja. Ja, super. Zdajle si bomo, oziroma ne, dajmo še pustiti tale posnetek za pol proti koncu, kjer bomo seveda videli tale dogodek, kako otroci prepevajo vrtce in tako dalje. Zdajle grem še tjale do Lidije, do Špele, tlele imam jaz tudi en listek. Kje je gospa Ozare? Moramo malo povedati, a ne Špela? Ja, dajmo malo povedati. Ozara... Jaz sem šla kar tule gor. Tako. Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za duševno zdravje, deluje na velikih enotah po Sloveniji. Imamo 3 nosilne programe, torej dnevne centre, potem pisarne za informiranje in svetovanje in pa stanovanjske skupine. Z namenom pomoči, bom rekla, ljudem v stiski, njihovim svojcem in na tak način, bom rekla, delujemo že preko 30 let. Ja. O 30-letnici bo pa povedal kdo več? Skupina 30 let je pa zdaj praznovala v društvu Most, skupina Lipa, tako da smo tudi na to zelo ponosni in bi besedo dala Ivici, tako da Ivica kot članica skupine bi te lepo prosila, da ti poveš nekaj besed o našem rojstnem dnevu. Ivica, pridem do vas, vete, takole, evo, Ivica, dejte malo, ja tu grem zdaj gori, veš da. 30 let že. Ja, 30 let obstaja skupina Lipa v Grižah. Jaz sem sicer njen član šele 6. leto, ampak moram reči, da sem se malo pustila preprečevati, da bi šla, ampak vse mi pa ne žal, ja. Zelo. In je pa res, da rečem, sem šele 30. leto, kajti gospe so že 30 in nekaj let zraven in to so dame z 80 ali več leti in to so življenjske energije polne dame, ki še vedno, ne, krasno. Jaz ti to ful želim, da bom pri teh vaših letih tak vitalna, a ne gospa, ker stisnite me, jaj, da bom vitalna, da bom nasmejana, da me nič ne, a vas nič križ ne boli? Ja, a mene pa. Da bom tak vitalna kot vi in da bom nasmejana. Ja, tako kot sem že prej rekla, da telovadijo, da tudi mi v tej skupini telovadimo, pojemo ogromno teme vsake, kot smo prej že povedali, hodimo na sprehode, praznujemo rojstne dneve. Katera zdaj rojstni dan praznovala v kratkem ali pa bo? Ne, pri Lipi ne. Kdo je praznoval rojstni dan? Kdaj ste imela? Opa, joj, vse najboljše, gospa, predvsem zdravja veliko, pa telovadnih uric, pa veselja in nasmehov, pa sprehodov, da še bo trajalo, a ne? Pa dobre družbe. Tako. Tudi berete veliko? Ja, tudi. Vi osebno pa tudi v društvu, imate kakšne bralne urice? Ne, bralne urice ne posebej, ampak tako se pripravi tema in na to temo se potem diskutira. Imamo to pravilo, kot so že prej rekle, ko ena govori, druge poslušamo, čeprav bo mogoče zdaj le kdo to rekel, ženske pa tako, ampak to nam odlično uspeva. Meni ne. Disciplina, a ne? Meni ne. Jaz že vmes gledam tam, mi moj oče napiše, ne segaj v besedo. In jaz ko segam v besedo. In pa se moram kar brzdati, ker mi 10 špur laufa. Vete, gospa? Verjamem, ja. Že 10 ur. Mi je znano. Ne bom segala v besedo, kar povejte do konca. Ja, tako da, se pravim, je pa tudi navada, da se vse med sabo tikamo. Ni pomembna starost, ampak sprva mi je bilo meni to malo neprijetno, ampak potem pa, ko padeš v to, je pa vidiš, da to zelo lepo gre. Ni nič hudo, če vas tikam, a ne gospa? Ne, se damo tikati, ne? Se smo se že prej zmenili, tako da ja, ti. Je pa res, da pa otroke pa moramo, ne? V šoli pa mlajše pa naučiti vikati, a ne Inja? Drži vi Inja?
Ja? Ja. No, dodala bi še mogoče to, da se izobražujemo na Ljudski univerzi Nikoli nismo, Žalec. ne smem se kaj beseda, Nikoli ni prepozno, ja. Potem tudi še pri Hiši sadežev v Žalcu razna predavanja, seminarji, hodimo na izlete, medgeneracijski tabor se vsako leto nekatere udeležijo in pravijo, da tam so otroci, pač iz teh mogoče revnih, šepkejših družin, ampak da se taka prijateljstva sklejo, da to je tisto, kar je prav, kar šteje. In spomini ostanejo. In spomini večno ostanejo. Sej ljudje tako, dost vedno eni gledajo skozi denar, pa nimam denarja, pa si ne morem, ampak ni nujno, da si take stvari vedno z denarjem kupiš, ker kupiti se ne da, takega prijateljstva. Saj na sprehod laž greš tudi brez denarja, pa s enim sendvičem, pa se imaš lahko lepo, drži? Res je. Ja, tako. Je še tamle z gospod nisem govorila danes, ki ima danes tako lepe, krasne lase, krasno prizorico. Kako vam je ime? Suzana. Suzana, ne bom luknjo padla, ne, pazimo. Suzana, koliko dolgo ste že pa vi v društvu? Jaz sem pa v društvu Most že 9 let. 9 let. In skrbite, predvsem so tudi ene izmed tistih učiteljic, ki... Ja, jaz sem voditeljica za samopomoč starih ljudi, ja. Ja, zdaj točno kaj to pomeni za tiste, ki gledajo, pa nisem čisto prepričan, kaj je to. Voditeljice, imamo skupino. Jaz imam skupino z mojo sovoditeljico, vodiva skupino in sva prisotni v skupini v Žalcu. Tam sta tudi 2 skupini sicer, mi 2 vodiva eno skupino. Pripraviva temo, to je pogovorna skupina. Pogovorna, to pomeni enkrat na teden? Enkrat na teden se dobimo, ja. In pridejo dekleta, enkrat vas je 7, enkrat vas je 5, 10, ali se je potrebno to prej že poklicati? Mi smo moderne, zato ker smo se izobraževali in imamo vse Viber. Jaz ga nimam. Imamo skupino. Jaz ga nimam. A vi imate Viber? Seveda, vse. Res? Obvezno? Mi si napišemo, oziroma voditeljici napiševa, oziroma tudi kjera druga, če ne more. Vedno se v skupinico napišemo, vedno se opravičimo, če katera ne more, tako da točno vemo, koliko nas bo prisotnih. Pa v glavnem smo kar vedno vse prisotne. No, katera je bila zadnja tema? O čem ste se pogovarjali? No, zadnja tema je pa bila seveda tema v pomladi, pa praznovali smo rojstni dan. Ja, kdo je praznoval? Vi? Ja, nazadnje jaz. Ja, tudi vam vse najboljše. To je bilo tudi zdajle, po mojem, čisto sveže, ne? Marca, no. Marca, ampak to je skoraj sveže, ja. In torej o pomladnih trenutkih. O pomladnih trenutkih, zdaj imajo ženske že zelo veliko dela, tudi na vrtovih, imajo že kar že vse kar cveti, pa brhti, pa rožice že nabirajo za čaje. In to potem tudi tam se kakšne zelišča, pa recepti. Recepti, absolutno. Ženske so polne znanja in se, te stare modrosti, ki jih znajo še od svojih mam in od svojih babic in to je zelo dobrodošlo. In neprecenljivo. Točno tako. In tudi izdelate na leto en biltenček, imate Špela, Suzana, da tudi kakšne take stvari povzamete, a ne? Absolutno, dvakrat na leto iz revija Prepletanje dejansko izide in bom rekla, sodelujemo res kar redno z svojimi članki, katere skupaj pripravimo in seveda smo to zelo ponosne potem tudi, ko to preberemo, ne? In pa imamo zloženko, katere pa bom rekla, potem tudi promoviramo, samo vključitev, Facebook stran Društva Most, kjer smo tudi precej aktivni. Žal bom rekla, da nimamo trenutno nobenega člana, moškega, in seveda tudi moški člani, starejši od 65 let, vabljeni, da se nam pridružite, kajti bom rekla, povezujemo se in več glav več ve in so druženja lahko še boljša in z drugačnimi vsebinami, kar ti vemo, da moški prinesejo svojo energijo, svežino in konc konci tudi teme, ki moške bolj zanimajo kot pa ženske. Veš, kak jaz pol temu rečem? Da bo bolj zapleteno. Ker ko pridejo moški pa ženske skupaj, je zapleteno. Ampak se odpletemo in pogovori lahko
grejo tudi na druge teme. Ne samo v zeliščih, mogoče kak aparat za šva samo vmes, pa še kaj drugega. Pa oni lahko to temo odprejo, tako, Aneš? Ja, točno takšne izkušnje imamo in dejansko moram reči, da smo ves čas imeli tudi moške člane, zdaj pa zaradi, bom rekla, bolezni smo določene izgubili. Enega gospoda sicer tam ne vidim, sej ne bo, dekle mi kaže, ne, ampak hočem reči, jaz bi tako rada šla v kakšno skupino, da mi moški pokažejo gumo zamenjati, ker je niti ne znam. In take stvari so potem dobrodošle. Tako, zdaj sledijo kratki oglasi, potem pa zopet naprej z glasbo, smehom, veseljem in pa seveda z vse slovenskim petjem, z srci. Mateja bo seveda povabila še v nadaljevanju vse naše gledalke in gledalce, da se udeležite petja z srci, da seveda v določenem trenutku, sicer lahko tudi vse na Facebook strani, na Twitterju, ali kaj že imate? Viber, pa to si vse popišete, narišete, če ne pa tudi ženske vprašate in boste vse seveda izvedeli. Zdaj počasi torej sledijo kratki oglasi, z nami bo seveda tudi Gorenje, ki v nadaljevanju predstavlja nove zadeve, novosti in pa hvala seveda jim, da tudi podarjajo nagradice za naše nagradne igre. Z nami pa še Ana in pa Zoja, in Ani, ki bosta seveda še zapeli svoje skladbice. Torej, kratki oglasi. V življenju se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroj Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Na drugi strani pozdravljam Aleša. Aleš, dobro jutro, lep pozdrav. Ja, dobro jutro, pozdravljam na Polonca, pozdravljam vsi skupaj. Kako si kaj danes, Aleš? Si vstal z levo nogo, z desno nogo? Pravzaprav se je začel dan kar v redu in želim, da se bo tako tudi nadaljeval za vse nas tudi, tako da moj dan se je v bistvu začel dobro in nekaj tako traja. A damo trikrat hura. Hura, hura, hura. Evo, eno pozitivno energijo smo ti, Aleš, zdaj poslali, kjerkoli že si. Ja, vračam, hvala. Aleš, danes se bova dotaknila krasnih posebnih promocij malih gospodinjskih aparatov, ki jih tudi seveda podarjamo tukaj v naši oddaji in hvala še enkrat za to. Ja, res je. Te mali gospodinjski aparati vedno pridejo vsakemu prav. Verjamem, da tudi te nagrajenci v vaši oddaji so zelo veseli teh aparatov. No, naj povem, da te aparati so v zadnjih letih zelo napredovali. Jaz se še spomnim, ko smo včasih imeli samo nek navaden mikser doma, pa mogoče kakšen mešalnik, pa palični mešalnik kasneje, pa smo imeli salomoreznice in tako. Danes govorimo o cel kup teh aparatih. Naj povem, da recimo ti kuhinjski roboti, s katerimi smo včasih delali testo za kakšne dobre kolače ali pa za kruh, imajo že vgrajeno tehtnico, kovinske zobnike, tako da lahko z njimi delamo res profesionalne zadeve. Imajo tudi toliko nastavkov gor, da bom rekel, si lahko prvošmo z njimi tudi, ne vem, obdelavo mesa, testa in tako dalje. Res vrhunski aparati. Tudi ena stvar, recimo, se v zadnjih letih pojavila, ki je zelo zaželena, je te cvrtniki na vrot zrak. Verjamem, da smo že vsi slišali za njih. To je zelo popularno, gre za tako nekaj podobnega pečici, v katerem lahko pripravljamo zelo zdrave obroke, brez uporabe olja v teh posodicah. Lahko imamo tudi te dvojne posodice, da delamo dva ločena obroka. Skratka, teh aparatov je res ogromno. Naj pa povem, da jih imamo zdaj v posebni promociji, marsikatero teh aparatov, najbolj, da si kar pogledamo katerega. Na internet strani, skratka, darilo ob nakupu malih gospodinjskih aparatov je desetak, to so darilni boni, ki jih lahko unovčite v vseh teh večjih nakupovalnih centrih, kot so Aleja, City Park, Europark in tako dalje, in sicer v vrednosti 40 €, tako da verjamem, da bo to vsakmu prav prišlo. Tale desetak se lahko res izkoristi za marsikateri nakup, še kaj drugega, tako da vabljeni na internet stran, kjer si lahko pogledate, kateri mali gospodinjski aparati imajo zraven darilo tale 40 € bon desetak.
Krasno. Kaj je z akcijami indukcijskih plošč? Aleš, jaz sem to že zgodbo povedala, da ko je meni prišel gospod mojster, ki dela kuhne, zamenjati kuhno, jaz sem prej imela bombo, plinsko, in sem rekla, no tule mi pa naredi prostor za bombo, Je rekel, kako bombo? Ti bombo imela še kar plinsko. Sem rekla, ja, je rekel, a še nisi slišala za indukcijsko ploščo? In takrat jaz še nisem slišala za to, Ampak, odkar imam pa Gorenje indukcijsko ploščo, je pa to tok top, tok hitro in sploh tako, da priporočam res indukcijske plošče Gorenje, ker seveda Gorenje ima številne akcije teh plošč. Aleš, kakšne? Ja, no, to zdaj si mi veliko pomagala, ker si poveda eno ključno stvar, ki jo marsikdo od nas ne ve, in sicer, da je indukcijska plošča mnogo hitrejša od plina, skoraj 50% hitrejša od plina, kar marsikoga preseneti, ker niti ne vejo tega. Skratka, če želimo nekaj hitro skuhati, potem je indukcijska plošča daleč najhitrejša rešitev in tako, kot sem rekel, polovico krajši čas potrebuje kot recimo plinski štedilnik. Mnogo od nas ima še vedno plinski štedilnik, no, tako da tisti, ki še imajo vabljeni k zamenjavi, indukcijska plošča ima kar nekaj prednosti tudi, recimo izredno enostavno jo je čistiti, tudi kuhna vaša bo manj umazana, ker so te izpusti, ki jih imamo pri plinu, precej bolj, bom rekel, odškodljivi, pa tudi, bom rekel, bolj se umažejo, kuhno napa je bolj umazana. Tako da indukcijska plošča ima res veliko prednosti, tudi lahko delamo temperaturo, občutljive stvari, lahko temperaturno nastavljamo kuhanje, kar pri plinu seveda ne moremo. No, skratka, ta kuhališča imajo pa eno, bom rekel, tudi specifiko, potrebujejo malce drugačno posodo, posoda se dobi zdaj pravzaprav že skoraj vsaki trgovini, ampak vseeno bolj, ko imamo kvalitetno posodo, bolj bomo tudi lahko kvalitetno kuhali in do konca aprila imamo pri Gorenju darilo, set naše prave kuhinjske posode za indukcijsko ploščo, ki ga dobite ob nakupu izbranih indukcijskih plošč za 1 evro. Ta set je vreden, mislim, da več kot 100 evrov. Gre za res zelo kvalitetno posodo, Gorenjevo posodo, ki je seveda primerna za indukcijska kuhališča, tako da, ko boste kupili našo novo indukcijo, boste zraven dobili tudi primerno novo posodo in verjamem, da bo vsak zelo zadovoljen z rezultatom tega kuhanja. Krasno. Akcija tudi je pa seveda zdaj še pečic Gorenje, zdaj si uglejujemo, tele pečice in pa, torej pečice Gorenje in pa Hisense. Tudi tole bova danes povedala in povabila vse gledalke in gledalce, da pridejo v salone, da si pogledajo tele aktivnosti, kajti jih je kar nekaj, Ja, tudi res je. Zdaj sva govorila o indukciji, prej sva že malo omenjala te robote, se pravi, zdaj že malo veliko stvari v kuhinji. Ena stvar, ki jo pa tudi priporočam za v bistvu zamenjavo, koliko imamo zdaj že kakšno res staro pečico, je pa tudi pečica. Pri Gorenju imamo res kvalitetne pečice, naj povem kot zanimivost, da naša pečica potrebuje za segrevanje do 200 stopinj samo 5 minut, kar je v tem trenutku najhitreje na trgu. Pomeni, da res, ko se boste odločili nekaj spet z našo pečico, v 5 minutah boste imeli 200 stopinj, kar je več kot dovolj za večino stvari, ki jih boste spekli. Imamo tudi posebne pečice, o katerih sva že tudi midva govorila, v katerih spečete vrhunsko pico, to so tako imenovane Pizza Pro pečice, res vrhunska zadeva za vse tiste, ki imate radi veliko pečete pico. Imamo tudi seveda zdrav način priprave hrane, kot je praženje na vročem zraku, brez olja v naših pečicah. Skratka, res pečice ogromno, omenjala so tudi prej v prejšnjih oddajah, naše pečice imajo možnost tudi peko s paro ali pa samo kuhanje s paro, tako da tudi to imamo pri nas. No in pa do konca aprila je posebno darilo ob nakupu izbranih naših pečic in sicer to je palični mešalnik oziroma set paličnega mešalnika v vrednosti 109 evrov, ki je vaš za 1 evro ob nakupu izbranih pečic. Vse te akcije, ki so jih zdaj naštela, jih najdete na gorenje.si, od nekatere tudi na hisense.si, tako da vabljeni ali na internet stran ali pa kar, tako kot si omenila, v naše studije. Krasno. Aleš, hvala lepa za danes, povedali sva kar nekaj torej aktivnosti, krasno nedeljo ti želim, pa se slišva, prihodno nedeljo. Velja, lepo zdrav tudi vam in do naslednje nedelje. Zdaj lepo v naši družbi še Ani, pa ne samo še Ani, še v zadju bo ena gospodična mična, ki bo zapela seveda v živo. Ana, dam ti seveda mikrofonček, z nami je kdo? Z nami je Ani. Ani, ki je stara koliko? 9. 9 let. A si že 9? 8. Daj boš 9. 6. avgust. Ja, tako. In da ti jo poučuješ, Ja, tudi tako, njo, že kako dolgo? Od septembra je z mano. Krasno.
Krasno. In prva pesem, ki si jo je Ani nekako zaželela, oziroma Ana, zanima me, kakšen sistem nekako imaš ti, ko pridejo tile glasovi oziroma te punčke do tebe, začnete kako? Ja, najprej začnemo z upevalnimi vajami, vedno delamo tehnične vaje, potem pa ponavadi poslušamo, kaj si želijo peti, zato da pač imajo tudi bolj veselje. Predvsem pa začnemo s slovenskimi pesmimi, ker marsikdo pride pa od teh mlajših, predvsem, ki bi rad recimo neko angleško pesem peval, ampak jaz rečem, dajmo začeti s slovenskimi, ker to je naš jezik, ki nam je pač bolj domač in skupaj potem zberemo pesem. Ani, zdajle je seveda bo trenutek tvoj, zapela boš pesem z naslovom Ranjeno srce. Ranjeno srce. Zakaj je ta pesem? Zakaj si izbrala Ranjeno srce? Ker ti je kaj všeč? Ja. Ti je Ana rekla, da bi to pela, ali si jo bolj kot ne sama zbrala? Predlagala mi jo je, pa sem rekla, da jo bom imela. Super, kdo pa jo v osnovi, v originalu poje? Ines Erbus. Ines Erbus. Danes pa Ines Erbus ni z nami. Torej, Ani, dajmo en velik aplavz. In Ranjeno srce. Srce me boli, vem zaradi nje, čau si ti. In preden zaspim, še vedno želim, da jutro mi vrnete. Zadnji objem, solzne oči, sivo nebo nad nama. Stala so tam, kjer sva nekoč smejala se. Vedela sem, da so več upanje in besede. In brez moči gledala sem te
Zoja, v redu? Vse? Ok, katera pesem bo? Moje zlato od Eve Boto. Moje zlato od Eve Boto. Tudi tebe bom vprašala, zakaj Eva Boto je tebi med najljubšimi pevkami? Zato, ker je taka živahna, pa lepo poje. Ja, ti hodiš kateri razred? 6. 6. razred. Zdaj pozdravljamo vse tvoje prijateljice, prijatelje. Tamle je rdeča kamera, lučka. Koga pozdravljamo najbolj? Glorijo Jambrek. Ja, Glorija. Koga še? Elo Volmut. Še koga, preden jaz tlele najdem? Žano Vedenik. Ja. Aha. Pa vse moje sošolke pa super, sošolce. Super, ker sem že našla tvoj posnetek, tako da ja. Danes moramo povedati, da pojemo seveda v živo. V živo pojejo in dekleta, v živo pojejo in tale dekleta mlade nadobudne, tako da z velikim veseljem zdaj prisluhnemo Zoji, samo mikrofonček Zoje zamenjamo in seveda to je to. Z nami torej Zoja in Moje zlato. Od čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean.
Life simplified. Jaz sem čisto zadihana, ampak vse ene, ker te ženske so me čist lelele, ta prave so gajsne, so tle naše, ta mlade bi rekle, lahko tudi, ne? Ja, ta mlade. Odlično, danes smo se malo razmigale, drage moja, ne? Ja, tudi zapele še bodo, ampak zdaj smo pa midve z Ani rekle, da bomo pa tudi nekaj zapele. Pa lej, Ani, le s teboj bi pa šla? A sva za to? A date aplauz, da zapojemo? Okej. Premierno. Čuj, pa pogled ti najin outfit. Nadomeščam tvojo sopev. Jaz pa ne tvojega. Tako, ampak dobro, združili bomo zelo moči, pa zapeli torej krasno, čudovito pesem Le s teboj, ki jo pojemo, ne, Ani, na porokah. Krasna. Moja misel je tvoja, moja želja se spleta v svet besed. Tvoja, moja, je resnica in je najin svet. Ljubezni lačen, si našel meni, jo z menoj. Postal drugačen, postal si moj. Čutim, je le s teboj, le s teboj, lahko se smejem, ljubim, jočem, le s teboj, sem res jaz, le s teboj, lahko živim tako, kot hočem in s teboj.
za to, super, bomo seveda še kako rekli. Zdajle pa posnetek, ki vas bo zopet nagovoril na to, da seveda pojemo z srcem vse slovensko petje za srce, torej kratek posnetek. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, ne sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrak, ne sosed bo, ne vrak, ne sosed bo mejak. Spoštovani, dobrodošli na vseslovenskem petju Srci 2025. Zgleda, da bo malo zagodlo vreme, zato prikličimo in sonče, gremo sijaj, sijaj, sončece. Smo za to? Rečemo 3, 4. Žale pa ustaviti morajo, sonce po svoj poli gre, pastirci tarnajo, doma obirati mladi pa še vedno nimajo. Takole, Mateja, zdaj smo zaplesali in zapeli Sonce, sonce moje. Ti to pesem, ne, si velikokrat zapoješ. Kdaj? Tudi takrat, ko so oblaki temni in potem, ko zapojem, se sonce bolj pojavi. Tako da nagovarjam vse, poskusite in imejte svoje izkušnje. Tik pred koncem pa smo rekli, da še morava nekaj povedati. Ja, še enkrat bi povedala, Zeleni Jurij ni kar tako en junak, ampak je junak, ki premaga zlo. Je tudi nam prinaša zdravje in obilje v naše domove, tako da imamo tudi vse to na naši skupni mizi. In moto projekta tudi, ki sem ga naslovila, je to, da si ga prikličimo sami, da bomo imeli te vrednote v svojem domu. Hkrati pa mogoče ni neumno, da še povem, 22. aprila je tudi dan Zemlje in 23. aprila je Svetovni dan knjige in Zeleni Jurij, jaz mislim, da se tisti trije naši najljubi pregovori usklajujejo, lepa beseda lepo mesto najde, to, kar seješ, to žanješ in pa kdor poje,
slabo ne misli. Bravo, bravo, dajmo aplavz za Matejo in pa seveda to spodbudo Mateja. Absolutno boš ustrajala še naprej na mnoga leta, da pridemo do 10, do 15, do 20. Jaz mislim, da ni to na meni, ampak je na to na ljudeh. Torej, vsak od nas je tkalec, soustvarjalec v tem projektu. Torej, kot smo že rekli, vse generacije, vsi družbeni sloji, lahko tudi doma ali po svetu se skupaj združimo v misli, besedi in dejanji. In moja misel je takšna, Slovenec, pa jo dostikrat preslišimo ali pa spregledamo, ima v besedi venec. In to je ta naš skupni venček, ko v majhnih skupnostih, malih, bom rekla, družinah se znova povežemo in da govorimo lepe besede drug z drugim, da zanemarimo tisto, ko se kregamo, ampak da naj bo rajši lepa misel in beseda vsakodnevno na našem jedilniku in mogoče, če bomo začeli to ozaveščati, bomo mogoče tudi lepše živeli. Predlagam seveda vsem gostincem, da na jedilnik dajo to lepo besedo. A ne? Preden vzamemo jedilnik v roke, preberemo nekaj lepega, potem pa gremo seveda naprej. Mateja, hvala ti za danes, hvala za to, da seveda širiš to slovensko vse splošno petje z srci naprej in mi te bomo podpirali in dobrodošla vedno, vedno v moji oddaji. Hvala. Takole, zdaj pa tik pred koncem, preden slišimo zadnjo pesem, z nami še gospa. Kako vam je ime? Sonja. Sonja, ki seveda dela, ima ročne spretnosti, ustvarjalna je. Sonja, kar poveva, kaj imamo mi vse na mizici tukajle? Ja, to moram povedati, da članice skupine Lipa so dodale nekaj svojih izdelkov, poleg mojih tudi. V naši sekciji delamo od kvačkanja, pletenja, vezenja, rašeljeje, vse. Tole je tudi ena gospa Silva naredila košarico. Z eksotičnim sadjem, banane. Ja, hruška, češnja. Češnja v lase, to si je želim, tako da si bom vse je malo. Ja. Tako da malo rožic, da je vse malo popestreno. Ja, kaj je vaše, Silva? Sonja. Sonja. Moje. Moje. Jaz sem se specializirala na pletenje, naprimer tele prtički, to je pleteno. Ja, pleteno. Krasen je. Tale je tudi pleten, tole je vezenje, kvačkanje, rašelje, tako je bilo prej rečeno. Navdušenje od koga? To je pa mene ena stara gospa, žal pokojna, pred enim 15-20 letim, ojoj, kako smo že dolgo čas gre, ne? Naučila. In moram povedati, da jaz sem se navadila, da pletem samo pred televizijo. Se mi zdi, da ne morem gledati televizije, če nimam nekaj v roki. Nekaj mi fali. A fali? Ja. Dajte mi tele češnje, jaz jih vam tako rada. Smo se našle, tako da v ponedeljkih imamo to ročno delo. Iz tega ročnega dela grem še potem k pevskem zboru, pa k telovadbi, pa kaj še? Pa naša skupina, pa 15 let že hodim iz Planincim, vsak mesec gremo, tako da... Ni, ne. V penziji sem, pa časa nimam. Pa časa ni, kot drži ta pregovor. Ampak še na mnoga leta. Kdo je danes pripravil tele buhteljne oziroma tele kifelčke? Kifelčke je pripravila tam Suzana. Suzana, bravo, bravo. Kruh pa mislim, da Lidija. Lidija, jaz se želim... Kaj je to? Fokača. Jaz si jo že lastim, Lidija, tlele je malo kraden, vete, ker... Ja, kamot? Ja, gremo še tukaj, ja, hiter, Ana. Moram povedati, da ta fokača je iz naše ekološke perine moke. To pomeni, kaj je pri vas? Pri nas jo pridelujemo, ja, v bistvu Jan. Jan je tvoj brat? Moj brat, ja. Jan, pridi sem, pa či si se skril danes v zadnjih. Pridi sem, Jan. Opa. Jan, pridi, dajmo aplauz za Jana. Jan, pridi. Jan, tak skromen si, a veš, ti se nekaj skrivaš tam v zadnjih. Jan, kaj zdaj to pomeni? Kaj pridelujete pri vas? Ja, pri nas pridelujemo piro, ajdo, predvsem žita, ne? Ja, žita, ekološka. Ekološki certifikat imamo, tako da, ja,
sem bil do danes v bistvu popolnoma zaposlen s kmetijo, danes jutri sem pa tule. Da vidim roke, take delovne, res. Kaj vse počneš, Jan? Sicer pa tudi poučujem. Kaj poučuješ? Klaviature, petje. Petje, bravo. In tudi skupaj vidva? Ja. Še kitaro tudi imamo. Pa kitaro, tako da vse v familiji, Lidija ponosna, vesela, ne? Pa tudi ostale punce, ne? Ja. Kdaj si pa vzameš čas, mislim, ker zdaj prav imate doma ekološko kmetijo, drži? Tako. In staneš kdaj? Ja, odvisno, ampak načeloma okrog 6 do 7. 6 do 7 in je cel dan prepleten z kmetijskim delom pri tebi, ali kako? Ja, zdajle, ko se sezona začne, kar precej tega pozimi malo manj, zdajle pa kar ja. No, super, tako da pridemo, kam moramo priti po moko, pa po fokačo, pa po kruh domač? Najlažje, če v Facebook napišete Eko kmetija Golavšek, pa so tam gor vse informacije. Ne bo težko, ne? Pa lajkamo, ne? Bravo, pa ne bo težko. Super, hvala ti, ker ostan tukajle. Dejte dvignati roke, s katero še danes nisem govorila, z vami, gospa, ne? Edino verjetno, z vami sem že govorila, z vami tudi? Tudi z vami? Pa nismo nič velik. Za konec samo še povejte, kaj ste danes delali, kuhali niste? Ne, kuhali niste danes? Ne, danes pa res ne. Ker ni nobenega doma. Fajna, ne? Smo kar zaklenili, pa smo šli. Pa to. Povejte mi, da bi bilo domače nedeljsko kosilo, prav gotovo? Ja, klasika. Jaz sem še stara navade. Ja, govejo juhca. Ja, tista mora biti. Ja. Kaj pa drugače? Pečenkica pa to, ne? Ja, imamo tudi enega vegana. Tudi treba poskrbeti. Treba poskrbeti, da smo vsi siti. Ja, vsi siti. Pa vsi zadovoljni. Tako. Ko je prišla gospa not, sem nekaj, wow, kako frizuro ima gospa, ne? Ja, to vse. Jaz vse sama naredim. Pa veste, kako to stoji? To! Tu bi zdaj lahko dal kanarčka gor, ko bi to vse stalo. Pa lahko bi, res, gospa, to si se sama poštimate? Sama si poštimam, ja. Vikleri, zvečeri, kovinski, vete ležati s kovinskimi vikleri? Ne, tistih nimam več. Včasih je pa to bilo, ja, zdaj so krtače. Kako nas je to bolelo, ko smo šli s temi? Ojej, se pravi, za lepoto se pa mora kdaj pa kdaj. Zato sta pa tako lepa. Takole, zaključna pesem bo zdajle, dajmo se, draga družba moja, vstati. Takole, evo, krasno, čudovito smo se imeli, res vesela, da gostimo v naših oddajah take prijetne, prijazne in pa seveda tople ljudi. Špela, še boš kaj dodala za konec? Iskrena hvala za povabilo, tako kot sem rekla, z Matejo že vrsto let sodelujemo in nas je povabila, nekako je začutila, da lahko združimo moči, kar je tudi smisel tega. Polonca tebi in pa vaši ekipi za tako lepo, prisrčno in res sproščeno vzdušje, zelo smo uživali in seveda velik hvala vsem našim podpornikom, tako da bom rekla, pojmo srci, povezujmo se in širimo dobro. Krasno, bravo, bravo. Hvala ti, Špela. Zaključna pesem bo zdajle in pa seveda naslednje do prihodnje nedelje. Zdajle pa kličem še mojo družbo, eno gospodično, ki nas je prišla danes prav za tale dogodek pogledati. Prihaja sicer iz Rusije, govori odlično tudi slovensko. Pozabno, da ima velik aplavz tudi za njo. Ja, kako ti je ime? Moje ime je Mila. Mila in odlično že govori slovensko. Mila, pot te je zanesla tudi sem v Slovenijo, a ne? Imela si zelo veliko željo, da prideš pa da pogledaš, kako oddaja poteka, drži? Ja, se upravičujem najprej, da moj slovenščina ni zelo dobro, ampak sem danes prišla pogledati, kako vse to deluje, ker meni ful zanima televizija. Ja, televizija. In danes vse taki prijazni, pa vse taki lepi, pa ful je bilo lepo? Zelo, zelo. No, super, sem vesela, da si prišla. Morda pa kdaj tudi kakšna oddaja na televiziji Celje. Drugače si pa ti en krasen, čudovit fotomodel, a ne, ukvarja se za modo, za kozmetiko, drži? Tako, ja. tako. In si danes vzela čas, da si prišla v našo družbo, drugače pa prijateljica od naše kamermanke, a ne? Tako. Super. Zdaj boš z nami zapela, veš? Dobro. Dobro, bomo skupaj zapeli, a ne? Srečno nasvidenje do prihodnje nedelje, pa gremo! Jo bomo dali kar tule vmes. Evo.